Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fine Podcasta, kjer vas vsak teden znova razveseljujemo in inspiriramo zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In zadnje čase imamo same legende tudi v našem podcastu in prav posebno čast mi je, da sem povabila in da se je odzval. Z mano je Vili Resnik. Vili, pozdravljen. Lep pozdrav tebi. Mislim, tebi se sliši, da si Štajerka, ker pevec. Veš, kako mi to reče, to je tako kot takrat, ko smo govorili pop design, ne pop design, pop design. Vi Štajerci imate vsem slang. Pevec. Kaj bi pa mogla reči? Pevec? Pevec, mislim, glasbenik, ajde, v redu. Dokler ni pivec, je v redu. To. Ti imaš res za sabo zdaj že lepo kariero, veliko in dosežkov in na koncu koncev stvaritev. Kaj bi ti sam sebe ocenil za nazaj, če bi se zdaj pogledal, koliko si ti zadovoljen do te točke, kamor si prišel, kaj pa še čutiš, da bi? Veliko krat rečem in se ponavljam, ali pa mogoče spada že po floskulu, ampak tudi če bi zdajle končal glasbeno kariero, sem doživel vse, o čemer sem kot otrok sanjal. Doživel sem tisto, kar sem si mogoče želel kot otrok, tudi kot kasneje, kot pač človek, kot neka oseba, ki se ukvarja z glasbo. Tako da lahko zdaj končam, da sem dosegel vse, kar si sanjal. To je res dober feeling, v bistvu, ne? Tega si na nek način vsi želimo. Eni niti ne vedo, da si prav to želijo, prav ta občutek ultimativnega zadovoljstva. Ampak kaj so te prvine, ko ti rečeš to, kar sem si želel, sem dosegel? Kaj je ta to? Ali so to ti občutki, ali so to ti dosežki? Kaj je ta bistvo tega tvoja? Tisto, ko narediš neko pesem, pa ljudje, bom rekel, zapojejo zraven. Pa ne bo to stari ali mladi. Te rezultati, ki sem jih naredil, ko sem začel snemati, moram reči, da je bilo hudo. Da je bilo zelo slabo na začetku, odzivi so bili slabi, jaz sem bil glasbenik že po duši, oziroma nisem znal, želel sem si hoditi v glasbeno šolo, pojma nimam v glasbi. Zato včasih, ko mi rečejo glasbenikov, jaz rečem, jaz sem samo prijatelj glasbenikov. Je pa nekaj res, da verjetno pa in moram imeti, oziroma imam posluh in dobro slišim. Zdaj, da rečem, kaj bi se še želel, kaj sem dosegel, to je tisto. Jaz delam glasbo za ljudi in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Pa seveda, v bistvu, ker smo glasbeniki, oziroma pevci, vedno rečem malo egoisti, ta prepoznavnost, da te ljudje poznajo, da te imajo radi, to je tisto, kar je lepo. Moram ti pa reči, da njih prejšnji teden je bila neka izkušnja. Po tolikih letih, rečemo skoraj da po 35 letih, ko pa narediš neko napako, pa ne napako, ampak ti nekaj ne gre, oziroma nisi zadovoljen, kar si naredil, ti bom pa povedal, da mi je res bilo toliko daleč, da sem rekel pri sebi že, da imam dost in da se ne bom več ukvarjal z glasbo, ker nisem očitno glasbenik dovolj dober. Se pravi, še po vseh teh letih na nek način dosežkov in potrditev se še vedno lahko zgodi ta moment, kjer zgubiš neko zaupanje vase. Lahko me 100-krat, 1000-krat me pohvalijo, pa napišejo pozitivne stvari, potem pa napišejo nekaj negativnega in podre vse. Zakaj sem takšen, ne vem, želim si, da bi bil drugačen, ampak si preveč včasih ženem v srcu, vse nekateri bojo rekli, se z leti pa s časom se navadaš, pa radaš bolj odporen, take stvari. Ja, ne. To je tako kot, ko greš na nastop, naprimer, danes smo tudi na nastop, se že zdaj koncentriram, kako bom, kaj bom in sem živčen, zelo napet. Moja prav, vedno reče, kaj si živčen, kaj se rečem, mislim, da ne, ali pa imam mičken pa sem, ne. Še vedno je neka odgovornost in se mi zdi, ko si starejši, je večja odgovornost. Ko sem bil mlad, me prav malo briga za vse. Sem rekel, to sem jaz in grem, ker sem dober. Sam pa sebi sem rekel, ne, ampak zdaj pa drugače gledaš to.
Ampak to je zanimivo, pravzaprav, ker se mi zdi, da veliko umetnikov v bistvu nas muči to, pa tudi, ko recimo jaz delam veliko z glasbeniki, ki stojijo, ki pač stopijo na oder pred tisoče in tisoče glavo množico, ki kriči, sam zato, ker so stopili na oder, kaj šele, da bi začeli kaj, pa vendar v sebi noter konstantno nosijo pač ta neko nesigurnost, ali sem dovolj dober ali ne. In je zanimivo, kako v bistvu, kljub vsem tem potrditvam v sebi, cel čas biješ to eno malo svojo bitko, ne? Zakaj ne moreš kot umetnik sebi nikoli reči, sem dovolj dober? Mislim, ti si rečeš v ogledalo, ampak tu noter pa ni, ne? Jaz, kot jim rekel, jaz ljudem sem vedno iskreno povedal, da mi je težko, ker ne vem, predno začneš, bi se najraje zaprl nekam, v najmanjšo mišjo luknjo, da se skrijem, ker ampak potem je pa trenutek, ko moraš iti gor, to je pa strašno. To je strašno, ampak vse ljudje tega ne opazijo. Jaz jim pa povem, da je res hudo in da ni vseeno, ker sem tak človek, da mora biti vedno maksimalno, 100%, da mora biti dobro. In to so stvari, ki so meni zelo pomembne in zato se trudim pač, ne. Eni bi rekel, pa se vidi, se poznaš. Ja, sem v istem, na primer lokalu, v istem prostoru nastopam, rečemo že 20-krat. Ampak vsakič so drugi novi ljudje, nova situacija, nova temperatura, nov dan, drugačen dan, ni bil petek, je pa moč, sobota. In pri sebi si rečem, doma pa sej vem, da bom, pa jaz si rečem, vem, da bom, ampak poprič pa ti, ampak se voziš, panika. Mislim, ni enostavno. Pa tudi na place, ker je že polno ljudi, ki žurajo oziroma ki se zabavajo, ti moraš nadaljevati to zabavo in moraš oditi še vrhunec. Kaj narediti? Savršnost dobe, skočiti med ljudi. Kaj narediti? Zapeti, katero pesem? Pazi, preprosta stvar. Katero pesem zapeti prvo? Wow! Potem malo pogledaš skozi malo priprta vrata, pogledaš ljudi, potem imaš še pogledati, pa dajmo to, tako naprej. To so stvari, drobne stvari, ki so strašno pomembne. Pomembne so, ampak se mi zdi pa, da večinoma odgovori vseeno pridejo zelo intuitivno, ne? Se pravi, ni nekih, ali imaš ti kakšne recepte, ne? Ker zdaj, koliko sem razumela, pač ti se na situacijo ful si živčna, ravno zato, ker ne moreš narediti nekega razumskega plana naprej, ker šele, ko si tam, ko začutiš ta vibe, se lahko odločiš, kako boš stvari speljal. Ker jaz vedno izhajam z tega, da moram videti ljudi. In pazi, jaz tudi fantom v bendu rečem, fante, dajte pogledati dol ljudi, pa boste videli, kaj se vam zdi, da bi igrali. Ker mi reče včasih, dajte malo razmišljati, katero pesem bi dali zdajle. Ampak, če nimaš občutka, lahko si najboljši glasbenik, ti ne pomeni nič. Jaz pa vidim, veš kaj, pa pravi, vidi, ko imaš ti energije, ampak jaz sečem, kje je energija? Mislim, da je malo takole, ne? Ampak je stvar v tem, da se znam vedno obrniti na pravo točko in gledam. Res gledam ljudi, jih opazujem, mimiko, zdaj to že, bom rekel, filozofija, ampak jaz vidim, kje se da, mi rečemo za kurt, kje se začne kurt. In tako da, to je neka umetnost, ki ti pa nobena šola, noben faks ne da, s tem se rodiš. Jaz vedno rečem, da sem genijalen butelj, da znam to preceniti. Oziroma, da znam preceniti, kam se moram obrniti, kako se moram obnašati, kaj moram reči. Jaz tudi izhajam z tega, da govorim tako kot oni. Jaz nisem nobena, zdaj nisem dobra zvezda. Seveda se poznam, ampak vsi pravijo, vidi, ti si legenda, ti si zvezda, ti si to. Jaz sem takšen, kot so oni. Isto kot nastavišče kot oni. Vse delam isto kot oni, sem s to razliko mogoče res, da sem malo bolj poznan in da znam nekaj zapeti, z nekaj občutkov. In to je to. No, ampak ta občutek, ne, pa ta intuicija, ko praviš to, s feelingom se odločati o stvarih, ti je to tudi prišlo prav v življenju ali sam v tem glasbenem področju? Kako si pol v življenju se stvari odločil? Čeprav za glasbenike je dosti krat karijera, življenje isto, ne? Jaz sem tako rekel. Jaz imam eno strašno dobro lastnost. Ko pridem v določen krog, nepoznanih ljudi, se znam noter, rekel tako, vplest med njih in da lahko govorimo. Tudi ko sem delal na primer na Onkološkem inštitutu, so bili kot meni profesori,
vezani v medicini in tako naprej, kirurgije. In seveda se moraš znati prilagoditi, da se pogovarjamo pač na nekem drugačnem nivoju, kot z nekom, ki prideš v eno gostilno, ki špilaš, pa pride en možakar, ki ima spil, pa gremo, pa se takoj postavimo tako on. In to imam res. Je pa tudi nekaj res, da seveda ne moreš tega vzdrževati dolgo časa in veliko ponavljati na istem mestu. Tako da potem kasneje seveda to se kar zvodeni lahko tudi. In to je problem. Ampak znamo narediti prvi vtis, po moje, dobro, a zdaj to igra. Ma ja, mogoče je tudi igra, mogoče je to, bom rekel, nekako vse noter premišljeno, pa ni dovolj iskreno. Ampak ne, jaz poskušam biti iskren in to, kar sem. Zelo me moti, ko gledam na primer določene ostale izvajalce, glasbenike, ko so v resničnem življenju čisto nekaj drugega, potem, ki prijo pa na oder, so pa čisto nekaj drugega. Meni pa to totalno mim in to pa ne odobravam in sem res, mi ni všeč. No? In jaz povem, kar pa ni prav, da povem, včasih me res še stvar izter, pa kar rečem, zato po mojem glasbeniki mislijo, da sem res zelo zoprna oseba. Jaz samo rečem, bodi to, kar si, ljudje te bojo prepoznali, a si ali nisi za to. Se vedno se najde kdo, ki si mu všeč in kdo, ki mu nisi. Ne? Se pravi, še vedno je to najboljši recept biti to, kar si. Ne? Ker postane naporno čez čas biti nekaj, kar nisi. Ne? Sem prej rekel, to ne moreš vzdrževati nekaj ur, ker tega igra že obstaja, ampak stvar o tem, da moraš biti, jaz vedno rečem, tudi ljudem rečem, prvo bodi človek, potem bomo pa zvezde, pa bomo pevci, pa bomo mega zvezde, ampak če nimaš tistega prvega, da si človek, vse na koncu, zdaj to je floskula, ker vsi glasbeniki rečejo, ampak ni res, moraš biti vsem iskren, vsi moramo lepo govoriti, vsi moramo biti lepi, popolni moramo biti. Ja, v redu, dobro, to pač vemo, ker se tudi prodajam, pa vendar iskrenost je pa druga stvar. To je tako, kot da bi rekel nekomu, ki ga spoštuješ, da ga spoštuješ. Besedo lahko rečeš, ampak potem, koliko je pa to res, se pa časoma se pokaže. Se pokaže in se začuti. Ne? In mislim, da ne glede na to, koliko tisoč glava množica pred tabo stoji, začutijo to, ali si iskren ali nisi, ali si fake. Ne? In se mi zdi, da pač... Mi lahko rečem marsikaj. Po moje tudi veliko ljudi mislijo, da nisem gladak, oziroma da mogoče mi kaj fali. Ampak jaz uživam v tem, da mi kaj fali, ker mi je fino mi je. Ker lahko delam konec koncev res tisto, kar čutim. Ostali morajo pa delati tisto, kar drugi od njih pričakujejo. Jaz pa ne rabim tega. Zdaj pa, če se zmešam, zato pa vedno rečem, mi smo cirkusantje, mi zabavamo ljudi, imajo smo, če si normalen, boš hodil 8 ur v službo, če si pa nenormalen, boš pa hodil na nastope, kot glasbenik. Zdaj pa, a sem v redu ali nisem v redu, ampak na koncu prva stopnica je, ali si človek. To je v bistvu zelo inspirativno, si zdaj to povedal, ker marsikdo si ne predstavlja, kakšno je življenje glasbenika. Navzven itak vsi vidijo samo, kako se imaš lepo. Kdor se vsaj malo poglobi, vidi, da je to zelo veliko tudi garanje, od tega, da imaš te bitke sam s sabo, ali si dovolj dober, ali nisi, do tega, da je v resnici zelo veliko dela, da en komad pripraviš, spraviš ven, posnameš vse te stvari, ogromno rabiš povezovanja, plus nastopi, ki izčrpajo, zato ker ti ne glede na to, kako se v tistem trenutku počutiš, moraš ljudem dati sebe v neki najboljši luči, plus biti iskren, kar je danes za vsakega človeka današnje družbe izredno naporna stvar, ker pač je vedno lažje biti fake, kot pa iskren, sploh s temi socialnimi omrežji, ne, ko smo, imamo drugi sebe še na internetu. Je res je, mogoče sem najmanj iskren na začetku, ko da veš, kakšna je situacija, kako bo narod, kako bojo poslušalci reagirali, ampak potem po enih parih pesmih sem pa čisto iskren. In zato mi včasih pride še grda beseda in jaz se ljudem upravičim, ker to ne rečem zato, da bi hotel kjerkoli užaliti, ampak zato, ker sem to jaz. In na koncu pa rečem, čakaj, a vi ne hodite na WC? Mislim, wow, tudi jaz hodim, torej, smo vsi enaki, ampak je težko, če ti iskreno povem, ko začnem, sem napet, kot pušica, wow, trdo, in tudi težko je pet pol, ampak vse s časoma, pa potem se kar relaksiraš in je drugače in zato se lahko bolj odpreš. Ko že malo pogledaš,
kaj se dogaja okrog, reakcije in tako naprej. Drugo, kar je, pa ko imaš enkrat 5 nastopov v enem dnevu, ti bo povedal, kaj se mi pa dogaja to, da pol tretji, četrti, peti špil že, pa si rečeš, čakaj, vidi, a nisi to pesem že zapel, pa ista reakcija ljudi, vsi pojejo, skačejo in tako naprej, pa že rečeš, čakaj, jaz sem nor, ampak oni so nori, pa se dogaja. Skotela nista zgodba, stari, kaj je to zdaj? A sem jaz nor? Ali je situacija okrog mene nora? Ampak ja, je težko, je naporno in veš, veliko krat rečem tem mladim glasbenikom, lepo je biti popularen, znan, ampak glasba ni samo potica. Če bi oni vedeli, koliko, da ne bom kaj grdega rekel, pa negativnih, to je lepa beseda, negativnih stvari sem doživel v tem glasbenem svetu. Nikoli ne pozabil, ko me je prvi moj solistični nastop po skupini Pop Design, ko sem nekako mogel, to je bilo pol leta po tiste, ki še stran, ko sem mogel iti na špil, pa ko mi je lastnik, ki je bil upit, ampak res ful, mi je rekel, da ne izginem, da nimam jaz danes tukaj kaj iskati. Ko to doživiš, potem bi se zjokal, bi se pogreznil, bi se skril, bi se. Ampak jaz sem šel gor, pa sem rekel, vse sem nor. Mislim, en bi rekel, veš, ko da tam navidem, gremo gor, briga mene. In sem modelal. In sem tako začel tudi služiti, da sem lahko živel življenje naprej za tega. Kljub temu, da sem me tako ponižal. Vse to je to, ne? Ko greš v bistvu za svojim srcem, ko greš za tem, kar res čutiš v sebi, da moraš narediti, se mi zdi, da tudi če so neke prepreke in ovire, da jih nekako ni lahko v tistem momentu, ampak se mi zdi, da ravno ta želja, jaz hočem delati to, kar jaz čutim, da hočem delati, te porine preko teh v bistvu čeri in preživiš. Ne? Ja, pa si rečeš vse, briga me, jaz sem šel, prijem gor, me briga, vse kaj bo, kako bo, ali nobenega, ali jih bo tavžen, ali bo on tam začel nekaj piti, pa to, jaz grem gor, jaz za svoje delo, imam svojo mirno vest in to je to. Samo to naredim, kar znam in to je to. Drugo me pa ne zanima, pa je on rekel, pa kako je to, pa tako naprej. Pošten moraš biti ljudi, če je tam tvoj plakat, ljudi ne zanima, kaj je gospodar, če je spil in tako naprej. Ti boš svojo delati. Če ne bi spadal blazno neprofesionalno. Vili, lepo sva se v bistvu pogovarjala o tem, kako se moraš pregurati preko, kako tudi slabih ali pa težkih trenutkov, kako sam sebe premagati v tem, vsi nisi dovolj dober in kako slediti intuiciji. Ampak ti si tudi oče 4 otrok in se mi zdi, da pač tu je še ena taka zelo močna vloga, kjer rabiš vse to troje. Sem dovolj dober, nisem dovolj dober. Intuitivno moraš vedeti, kaj je najboljše za otroka in vedno znova moraš tudi čez težke trenutke iti z njimi. In me zanima samo še ta tvoja izkušnja kot oče, kak ti sebe oceniš, pa tudi kaj bi ti rekel v bistvu svojim otrokom ali pa kaj bi jim rad predal, kaj se tebi zdi najpomembnejše, da predaš svojim otrokom. Veš kaj, res priznam, da sem zelo vesel, ponosen na to, da sem oče 4 otrok. Trudil sem se biti dober, to ne vem, ali mi je uspelo. Moram ti reči, da imam napake in da trenutno tudi, ko sem že toliko star, se mi nič ne da več. Tako dobro imam, bom rekel, mlajšo partnerko in ono to prevzema. Ampak jaz osebno pa trudim se biti, ne da se mi dosti, ker imam čisto drug življenje, drugačen način življenja in eno strašno napako imam, da nisem dovolj velika avtoriteta. In zato me otroci vzamejo malo takole na stran in tukaj imam napako. In še v življenju jih nisem udaril, pa jim grozim, da jih bom, ampak vseh teh let, kar smo bili skupaj, jih nisem udaril, ker ne morem. Ampak enkrat, še zdaj mi rečem, enkrat bom pa res slabe vole, jih pa bom. Ampak oni pravijo, kdaj pa bo to? Bo enkrat bo. In kaj bi jim predal za napot, kaj se ti zdi pomembno vsem mladim v bistvu danes predati kot nekdo, ki je vse to dal v življenju skozi že? Kaj je najpomembnejše? Ja, veš kaj se mi zdi najpomembnejša stvar, da morajo verjeti, ampak to je zdaj spet ploskala, pa tisto, kar se jim zdi, da so sposobni, kar imajo nekaj več kot ostali, da verjamejo in da delajo na tem. Jaz sem bil kot otrok, sem rekel, da bom enkrat, pa je, da sem 6 let star, sem teti povedal, da bom pevec, ki bo imel veliko denarja. Pevec sem, nimam dosti denarja, ampak evo,
ena stvar, si pa le izpel do konca, da si pevec in popularen pevec. Dragi poslušalci in sledilci Fine podcasta, to je bil Vili Resnik in danes gremo v dan s tem njegovim nasvetom oziroma s to njegovo zgodbo, poslušati sebe, intuicijo, res raziskati, kaj je tisto, kar nas vleče že od nekdaj, da bi in to zagrabiti in verjeti. Tudi če se ne izpolni v čisto 100%, itak ima življenje tudi za nas vedno neko svojo zgodbo še, ki je pa treba slediti z vso iskrenostjo, kot jo imamo. Vili, hvala ti danes, da si bil z mano. Hvala lepa tebi in seveda gremo v nove zmage, da zdaj ostane. Tako, čau. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fine zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.